Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitjo Petar, spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec-Brenčič, spoštovani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Goran Žmavc, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, spoštovani predsedniki partnerskih zbornic, cenjeni razstavljavci, obrtniki, obrtnice, podjetnice in podjetniki, organizatorji ter vsi gostje. Veseli me, da je pomen obrti in podjetništva v Sloveniji na izjemno visoki ravni, kar nedvomno dokazuje današnja udeležba na 49. MOS-u. Obrt in podjetništvo že stoletja pomembno vplivata na način našega življenja ter na razvoj gospodarstva. In kot odlično orodje promocije obrti, direktne prodaje ter navezave poslovnih stikov so se pokazali ravno vsejnosti nastopi. Zato mi je veliko veselje, da smo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bili glavni pobudniki za organizacijo prvega tovrstnega obrtnega sejma. V Celju vztrajamo že 49 let, saj se zavedamo, da nastop na MOS-u za obrtnike in podjetnike še vedno predstavlja izjemen pomen. Zato kljub pojavu novih prodajnih orodij fizičnega stika zagotovo ne more nadomestiti kaj drugega. A ker pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vemo, da za uspeh podjetja niso dovolj le lastni napori, temveč tudi okolje, v katerem posluje, se vsakodnevno borimo, da bi v sodelovanju z vlado ustvarili takšne pogoje, ki bi omogočali slovenske podjetje lažje delovanje. Žal moramo v tem povedati, da smo sicer velikokrat slišani, a malokrat uslišani. Kar se mi zdi še posebej škoda, saj vladi ponujamo konkretne rešitve za zagon gospodarstva. Neposluh vlade pa se mi zdi še bolj nelogičen, ker vsi vemo, da če bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, potem bo šlo dobro vsem prebivalcem Republike Slovenije. Podatek, da je v Sloveniji po nekaj kriznih letih končno zaznati nekoliko višjo gospodarsko rast, je spodbuden. A še vedno smo pod rastjo, ki smo jo dosegali v predkriznem obdobju, zato bo potrebno za dosego ciljev še pošteno zavihati rokave. In tukaj nikakor ne more mimo dejstva, da smo zvišali gospodarske rasti gotovo največ pripomogli ravni obrtniki in podjetniki, ki predstavljamo kar 99% vseh registriranih podjetij v Sloveniji in zaposlujemo več kot polovico vseh zaposlenih v gospodarstvu. Zato bi v tem podatku logično, da bi pri snovanju zakonom in pogojev poslovanja bili naši interesi bolje uslišani. Predvsem kritičen mora biti glede pravkar izvedene male davčne reforme, ki smo jim nasprotovali večino delodajalskih organizacij. Saj smo mnenja, da ne predstavlja konkretnih rešitev za zagon gospodarstva. Po našem mnenju ta reforma vsebuje zgolj lažje kozmetične popravke, ki za gospodarski napredek niso ključnega pomena. Ga pa še dodatno primenjujejo z dvigom davka na dobiček. Verjamem, da se strinjate z mano, da to ni reforma, ki bi prinašala splošni napredek. In če nadaljujem še s predlogom zakona za uvedbo dualnega vajeniškega sistema, potem res ne vem, kaj bi bilo potrebno v tej državi še storiti, da bi bili naši predlogi, ki se vrtijo na dobri tuji praksi, upoštevani. Sam sem namreč mnenja, da je potrebno dobre vzglede, ki odlično deluje v sosednjih razvitih državah, uvesti tudi v Sloveniji. Žal pa imamo v tem neupoštevani občutek, da se nekateri pristojni sploh ne želijo
uspešnega in naprednega gospodarstva, temveč zgolj krpanje močno načetih lukenj. Obrtniki in podjetniki znamo in zmoremo delovati v ekstremnih pogojih. Vajeni smo trdega dela in neusmiljene borbe za svoje preživetje in napredek, a zagotavljam vam, da v nedogled takšno stanje ne bo mogoče. Zato ponovno pozivam pristojne, naj naše predloge skrbno priučijo in če bo potrebno, naj nas zaprosijo tudi za dodatne razlage. To bomo veseljem storili, saj si močno želimo konkurenčnejšega okolja, iz katerega nam ne bo potrebno bežati čez mejo, kot se dogaja že z nekaterimi podjetniki. Podjetniki, ki na to tujini žanjujo izredne uspehe, iz Slovenije pa odteka predragoceni kapital in prepotrebna delovna mesta. Spoštovani razstavljalci, želim vam veliko poslovnih uspehov, vsem obrtnikom, podjetnikom, veliko poslov, tako doma kot v tujini in vse dobro slovenskemu gospodarstvu. Hvala.